Česa se pa po vaših izkušnjah, denimo, bojijo Romi pri neromih? Kaj je tisto, kar jih straši? Da ne bodo sprejeti, da jih bodo zmerjali, ker tudi jaz sem na lastne oči videl, ko sem bil v eni trgovini, pa pač ne izgledam tipično Rom, bova rekla, ne, če govoriva o stereotipni predstavi Romov. Je bila pa ena Rominja tudi v trgovini, pač za mene pač navadna ženska, ena od strank v tistem času v trgovini, ampak za njo je hodil varnostnik po trgovini in sem si mislil, kako se mora ta ženska počutiti, če je to njen vsak dan oziroma vsakeč, ko gre v trgovino. Da hodi varnostnik za tabo po trgovini, medtem ko ti kupuješ kruh, mleko, pa še kakšna osnovna druga živila. Meni je bilo takrat zelo nerodno za njo. Pa za mano ni hodil varnostnik. Ampak to je vsak dan nekaterih posameznikov. Recimo, to se mi je zgodilo na Dolenjskem, ne. Tako da recimo ta strah je zelo, zelo prisoten in se zelo generacijsko, zelo hitro prenaša tudi na mlajše generacije. A ste kdaj v svojih bogatih izkušnjah dobili vprašanje od Roma, da, ali pa pomislek, lahko vam, ker ne izgledate tipičen Rom, ne izgledate temnejše polti, temnih las, tako da lahko vam se integrirati v družbo. Kako je pa njim? Ampak tudi jaz jim vedno povem, da tudi jaz sem doživel že kar nekajkrat diskriminacijo zaradi tega, ker sem pripadnik romske skupnosti. Je druga stvar, da skozi leta sem res dobil zelo trdo kožo in da je zelo velik prepih med mojima ušesoma, ko karkoli na to temo slišim. Ampak tudi jaz sem bil nekoč brezposeln, brez izobrazbe. In ko sem iskal službo, bil aktiven iskalec zaposlitve, sem tudi jaz imel na svojem življenjepisu napisano, da pasivno govorim romski jezik. Za mene je vsako znanje veščina, ki so lahko plus točke na nekem razgovoru. In tudi jaz sem bil na nekem razgovoru, preden sem se zaposlil kot novinar, in jaz sem mislil, da na tistem razgovoru briljiram. Vse komunikacijske veščine, obvladam računalniška orodja, govorim angleško, nemško, špansko, hrvaško in tudi romsko, to je za mene plus, ne. Ampak takoj, ko je pa na razgovoru direktor prišel do te točke, kako pa to, da govorite romsko, ja, sem tudi pripadnik romske skupnosti. Aha. In se je čutila energija, kako je padla na tistem razgovoru, ne. To je bila dejansko tista prva diskriminacija, ki sem jo takrat doživel in sem se spet takrat nekako introvertiral nazaj, da pa mogoče vseeno ne bi bilo dobro, da povem, da sem Rom, ampak jaz sem spet imel neko svojo posebno zgodbo zaradi tega nesprejemanja lastne identitete in tudi to še danes opažam pri mnogih Romih, zaradi nepoznavanja lastne zgodovine, kulture, tradicije, identitete, se tudi tega nekateri posledično sramujejo. Tudi zaradi tega, kot sva govorila že pred oddajo, spreminjajo tudi priimke, da bi bili lažje sprejeti, morda lažje konkurirali na trgu dela. Omenili ste, da ste imeli v CV-ju napisano, da pasivno govorite romski jezik? Ja. Pasivno, to pomeni, da ste doma govorili slovensko oziroma kakšen drug jezik? Tako. Aha, ste že doma govorili slovensko? Samo slovensko. Jaz do 13. leta sploh nisem vedel, da sem pripadnik romske skupnosti, ker smo živeli takrat izven naselja in se šele pozneje preselili nazaj v naselje, od koder je izviral moj oče. In takrat tudi starša nista imela potrebe oziroma sta mislila, da ni potrebe, da pač otroka vesta, da sta tudi iz romske skupnosti. In se tudi zato posledično nismo govorili oziroma učili romskega jezika. Tudi zato, da bi bila bolje sprejeta v šoli, da bi nama lažje šlo. Ko pa se enkrat preseliš nazaj v naselje, kjer pa dnevno slišiš romski jezik, pa ga začneš osvajati. Ampak jaz sem pač taka posebnost, da obožujem tuje jezike in meni je to res fascinantno, ker se vemo, stari slovenski rek, več znaš, več veljaš. In tudi pri tujih jezikih je tako da sem se ga potem pozneje naučil in se ga še vedno učim. Zdaj, v bistvu, če strnem, pa dam en psihološki profil, pri vas je šlo torej za to, da niste rasli v romskem naselju in tudi ne v romski kulturi. V bistvu ste starši govorili slovensko in verjetno so vas tudi spodbujali, da hodite v šolo, da si pridobivate izobrazbo, da si otroci pridobivate izobrazbo.
Kaj pa v vseh primerih, kjer romski otroci, no, tudi neromski otroci imajo nekateri enak problem, nimajo te sreče, kjer se starši ne zavedajo te potrebe izobrazbe, učenja, več znaš, več veljaš. Se to je pa eden temeljnih izzivov še današnje skupnosti, pa ne govorim samo o romski, ampak celotne skupnosti v Sloveniji nasploh, da izobrazba ne predstavlja vrednote. Tudi v tem zelo hitro razvijajoče se sodobnem času, tudi pri mladih nasploh opažamo, da nimajo nekih ambicij po neki visokošolski ali pa visoki izobrazbi, ker tudi zaradi tega novodobnega načina služenja denarja, bova rekla, preko spleta, lahkega denarja, vsi stremijo bolj k temu, da s čim manj napora zaslužijo čim več, ne. Izobrazba torej ne predstavlja vrednote, tudi pri romski skupnosti ne toliko, kolikor bi si mi želeli. Ampak spet ne povsod, kakor kje. Tudi za eno regijo ne bi mogel reči, da ne vem, to pa sedaj za Dolenjsko drži. Ne, ker tudi na Dolenjskem imate naselja, kjer pa so izobraženi Romi, zaposleni Romi, si želijo še več. Ampak je pa to, če se navežem na še prej tisti primer o otroku iz naselja, ko se začnejo ti posamezniki zaposlovati, izobraževati v naseljih, postanejo nevede primer, zgled ostalim v naselju. Dokler pa sedaj, če imamo naselje, kjer ni nihče izobražen ali zaposlen, oni ne vidijo te možnosti oziroma priložnosti, predvsem pa tega, kaj to prinese za seboj. Da če si ti zaposlen, to pomeni, da si lahko omogočiš več, svojim otrokom lahko omogočiš več, hodiš iz naselja, se družiš z drugimi ljudmi, razširjaš obzorja. Če si pa ti konstantno zaprt nekje v nekem okolju in iz njega ne greš, ja, kako boš pa potem pogledal v svet, kaj ti se dejansko lahko ponuja? In tukaj lahko narediva piko in rečeva, velja za popolnoma vse kulture, vse narode, vse etične skupnosti enako. Tako. Kako ste vi osebno doživeli to, kar se je konec leta 2025 zgodilo v Novem mestu, smrtjo gospoda Šutarja? Če govoriva o meni kot posamezniku, kot Sandiju, ki ni novinar, jaz sem bil zelo zgrožen in zelo šokiran, ne samo zato, ker se je zgodil ta incident, ker vsako nasilje pač ne bi smelo imeti prostora niti mesta v nobeni družbi, kaj šele vse to, kar se je zgodilo, ampak kot pripadnik romske skupnosti sem pa bil zelo v velikem upravičenem strahu danes, če gledam nazaj, kaj vse bo sledilo, ker sem vedel, da se to ne bo dobro končalo. Ker da se zgodi nekaj tako groznega in da čez 4 dni vlada kar naenkrat sprejme oziroma predstavi zelo širok zakon, ki nagovarja ogromno področij, veš, da to pač na dolgi rok ne bo dobro. Bral sem tudi vse, kar se je pisalo na spletu, ker sem tudi želel biti na tekočem, kakšna je atmosfera ljudi, bil tudi na terenu, in sem bil zelo, zelo, bova rekla, razočaran nad ljudmi nasploh, da premorejo toliko sovraštva do ljudi, ki jih ne poznajo, do sodržavljanov, ker tudi Romi smo državljani Slovenije, z vsemi dolžnostmi in pravicami. In me je dejansko takrat postalo v nekem trenutku celo malce strah. Pa ne toliko za mene, ampak za vse posameznike, ki pa jih poznam, ki so iz jugovzhoda Slovenije. Šele potem teden dni po incidentu sem začel dobivati tudi razna pričevanja in zgodbe ljudi iz Prekmurja. To govorim o posameznikih, ki delajo tudi v sosednji Avstriji, kamor so se vsa ta leta vozili z neromi, skupaj v avtu delati. In potem kar naenkrat so se začeli te ljudje, govorim za pripadnike iz romske skupnosti, sami voziti v Avstrijo, ker jim je bilo neprijetno sedeti v avtu s prijatelji, kljub temu, da so prijatelji, ker je to bilo konstantno povsod v medijih in je bila vedno konstantno ena in ista tema tudi v avtu, je njim bilo neprijetno sedeti v tem avtu in se pogovarjati o tem, ker je sedaj dejansko bila kolektivna škoda na celotno skupnost narejena in smo zdaj kolektivno odgovorni, očitno vsi, ne, za dejanje posameznika.
In dejansko se je takrat ta način razmišljanja zelo, zelo hitro razširil zaradi spleta. In ni So se bilo mogli ravno ljudje prijetno. pred drugo svetovno vojno počutiti. Ja. Omenili ste, da ste Romi, da ste tudi Romi državljani Republike Slovenije z vsemi dolžnostmi in pravicami. Tukaj bi hitro nekdo rekel, a je to res? A ste državljani z istimi dolžnostmi, ne vi konkretno, ampak kakšni od predstavnikov, ali oziroma kakšen je vaš občutek, a so nekateri posamezniki res tako spretni pri izogibanju svojim dolžnostim, pri hvatanju krivin, pri različnih možnostih obvodov, kot se jih predstavlja v medijih? Tudi v obdobju v letih pred Šutarjevim zakonom, bova rekla, sistem je bil postavljen. Ves celotni pravni okvir je postavljen, ki je deloval, če se je izvajal. Zakaj se ni izvajal? To bi bilo po moje recimo novinarsko vprašanje za določene ustanove in institucije. Za katere ustanove in institucije, denimo? Ne vem, od centrov za socialno delo naprej do policije, tudi do zdravstvenih ustanov. Kjerkoli se je karkoli, kakšen incident zgodil, pa so bile mogoče kršene ali dolžnosti ali pa tudi pravice posameznikov ali uporabnikov. Dostikrat je bilo, tako kot smo prej rekla, za zgodnje in prisilne poroke, bilo vse enačeno, to je del romske kulture, se ne bomo s tem ukvarjali. Torej, nekdo je sprejel zavestno odločitev, da tega ne bo kriminaliziral, da tega ne bo preganjal. Tako. Res je vprašanje na mestu. Kje so bili, da se je to dovolilo? Saj vemo, vsa ta leta zakoni so bili, sistem je bil postavljen, ki je deloval. Vemo pa, da se tudi v določenih segmentih, kdaj pa kdaj, kakšna stvar ne izvede, ampak je potem na mestu vprašanje, zakaj se ni določena stvar izvajala. Ker jaz verjamem, da, ker tudi v Prekmurju smo imeli primere, ne vem, kriminalnih dejanj posameznikov, pa tudi recimo v drugih regijah poznam za te primere, ampak recimo vedno se je policija odzvala, je preiskala primer, prišlo do nekega epiloga, do nekega zaključka. Pač na drugih področjih pa včasih vidiš, da pač ljudje samo malce slepo stran pogledajo, pa se gre za Rome, ne? Pač oni imajo svojo tradicijo, to je pač njihovo, se ne bomo s tem ukvarjali. Tudi takšni primeri se dogajajo. In jaz se vedno sprašujem, zakaj, predvsem pa, kdo je takrat bil tisti, ki je stran pogledal. A bi vi, denimo, imeli tendenco, da pogledate stran, če bi vedeli, da je neko neželeno vedenje, bom tako rekla, ne bom omenila kaznivega dejanja, ampak neko neželeno vedenje naredil ali pa povzročil pripadnik romske skupnosti? Če bi jaz stran pogledal. Vi, zaradi sočutja, zaradi odgovornosti, zaradi pripadnosti. Jaz vedno, tudi ko imam sploh romske oziroma Rome slušatelje ali pa udeležence na delavnicah, jaz jim vedno zelo brutalno, iskreno in kritično povem v obraz. Veliko več, kot pa bi si morda kdorkoli dovolil. Vedno rečem, da sem do Romov še dvakrat bolj kritičen. Jaz res ne šparam z besedami, ker je treba ljudem postaviti oziroma nastaviti ogledalo. In tudi v teh tovrstnih primerih, ker so bili tudi že primeri predvsem pri mladih, pa si mogo človeka postaviti pred dejstvo. To in to ni okej, kako bomo rešili, ali pomagamo mi, ali pomagajo drugi, ali pokličemo koga. Jaz osebno kot človek mislim, da jaz bi me preveč pekla vest, če bi nekaj videl, slišal, pa vedel, da ni prav, pa bi se obrnil stran in bi šel. To sem pač jaz, ne. Se pa zavedam, da veliko ljudi zaradi tega, da se ne vpletajo v tuje stvari, ne vem, če je to pač človeška narava ali neka kulturno-ideološka zadeva, se bodo lažje pač obrnili stran. Jaz pač sem eden tistih, ki bom opozoril na to in sem v preteklosti tudi, ne vem, že pisal razne prošnje ali pretožbe v imenu ostalih, če niso bili dovolj sposobni ali kompetentni česarkoli ubesediti ali napisati, da smo prijavljali določene zadeve ali poklicali nekoga ali kakšno ali policijo ali centra za socialno delo povprašali. Tako da jaz osebno ne, ampak se pa bojim, da pa večina ljudi bi po moje prej stran pogledala.